Živijo, poletje je že skoraj tukaj, jaz v Črni gori, tlega imam že orang. In sem rekla, da bi lahko po dolgem času spet naredila en tak make-up tutorial, lahkoten, preprost, uporabila sem vsega samo ene par izdelkov. Lih zato, ker mi polet ful ne paše, če imam preveč stvari na koži, če se mi mašijo pore, tako da minimum od minimuma, kar ga potrebuješ za en tak svež, lahkoten make-up, ki je lahko ali za čez dan, ali pa za zvečer, za sprehod ob obali, ali pa za sprehod čez vas, mesto, pač. Dajmo se zrihtati, pa iti malo na lepš, a ne, pa magar, če je to sam dol po ulici. Gremo v tutorial. Za začetek dajmo kožo dobro pripraviti na to vročino. Najprej jo očisti, tako kot si jo ponavadi očistiš, zato da imaš svežo podlago, s katero lahko deluješ. Začnem z Eucerinovim Dermopure matirnim fluidom, ki poskrbi za to, da moja koža se ne bo svetla, da bo ten lepo enakomeren in da mi ne bo treba pudra dati gor. Ok, ampak zato, ker imam pa še zmer ene par mozolčkov, pa ene par ranic, pa mi grejo zelo na jetra, bom uporabila Dermopurov prekrivni stik za prekrivanje raznih rdečic, mozolčkov, kakršnih koli nepravilnosti na koži, pa tudi za podočnjake ga bom majčkeno uporabila. Res lepo prekrije, obenem pa pomaga tudi mozolčkom in ranicam, da se hitreje celijo. Zdaj, ne prekrije čisto do konca, kakor lahko vidiš, kar je meni načeloma všeč, ker mi je v redu, da vidim to naravno teksturo kože. Če bi hotela zdaj čisto do konca prekriti, bi mogla dati še kakšen težji puder čez, kakšen puder z res visoko stopnjo prekrivnosti, kar pa res nočem med poletjem. Nadaljujem s senčenjem obraza, čist na rahlo. Najprej dodam malo rahle konture moji lični kosti in pa pod brado, potem pa dodam še malo bronzerja na vrh lične kosti in pa ob laseh. Nadaljujem z mojim najljubšim delom, senčkami. Potem nadaljujem z obrvmi, ne rišem jih preveč močne, ampak res take nežne, lahkotne, sicer definirane, ampak barva, ki se lepo sklada z mojimi lasmi in pa obenem ne grem preveč ostre linije, še vse ni vse tako dost mehko poletno. Za začetek bom vzela tole kremasto belo barvo. Ni treba, da imaš barve, ki so čist identične mojim, ampak pač tle nekje se vrtimo, a ne? To uporabljam kot podlago v bistvu za zgornji del moje veke. Potem nadaljujem z eno tako oranžkasto, ki bo naredila dobro podlago za vse ostale barve, ki jih nadaljujemo. In potem nadaljujem z eno tako malo bolj živo rdečo oziroma oranžno-roza. Se sploh ne vem, kako bi to barvo poimenovala, ampak tam nekje v oranžno-roza odtenkih je. Lepo po zunanjih kotičkih in zablendamo vse skupaj. Za sredino veke in notranji kotiček mojih oči bom uporabila zlato. Tukaj res, jaz bi šla v čim bolj zlato, čim bolj se sveti, čim je bolje bleščeč, bolj je meni všeč. Zdaj, če imaš kakšno res ful intenzivno zlato, mogoče tist bolj narahlo ali pa za zvečer, ampak meni so zlate ful všeč. Potem pa za finiš z eno tako svetlo rjavo, ta ima majčkan sivkastega podtona, z eno tako svetlo rjavo, greš še malo v kotičke in vse skupaj potegneš tudi pod uček. Pazi, da ne greš preveč na močno, da ne boš si po nesreči dodatno narisala podočnjakov, ampak tako res vse na rahlo. Vse mora biti rahlo, fresh. Poletje je.
Dodam še malo maskare in na tem koraku lahko čisto moč zaključiš celotno zadevo. Če pa želiš, lahko pa dodaš še majčkeno šminke. Jaz tukaj uporabljam mat šminko v zelo nevtralnih tonih, da potegne cel ta look skupaj. In to je to! To je sfiniširan izgled. Če te zanima, kakšna je moja večerna rutina in kako pol 2 sta make-up odstranim dol in kako izgleda moje življenje v Črni Gori, si lahko pogledaš ta video in pa seveda ne se pozabiti naročiti na moj kanal, ker prihaja še več awesome videov, ampak je več pa ne smem zaenkrat povedati. Se vidimo kmalu. Ok, čau!